Finsko okrožno sodišče je predstavnike finske Patrie danes oprostilo obtožb o podkupovanju v primeru prodaje oklepnikov v Sloveniji. Kot je odločilo tožilstvo, ni uspelo dokazati obtožb, državi pa je naložilo plačilo 1,2 milijona evrov sodnih stroškov. V aferi sta bili predtem že izrečeni obsodilni sodbi na prvi stopnji na sodiščih na Dunaju in v Ljubljani. V Avstriji je bil na enoletno zaporno kazen obsojen posrednik Patrie Hans Wolfgang Kridl, v Sloveniji pa tedanji premijer Janez Janša, prvi mož podjetja Rotis Ivan Črnkovič in brigadir Tone Krkovič. Obsojeni krivdo zavračajo in so se na sodbo pritožili. Prostilna sodba je prostilna sodba, pomeni, da je nekdo nečesa ni storil, da ni kriv in seveda vsakakršna špekulacija v smeri, da pa lahko bi pa nekaj bilo, pa pač ni, je lahko samo špekulacija za medije. Drugače pa je jasno, prostilna sodba je, to pomeni, da podkupovanja ni bilo in kot sem rekel, tudi pri nas pričakujemo prostilno sodbo na drugi stopnji, glede na to, da gospod Janša z nikomor od teh ljudi ni bil v stiku in to se je zdaj tudi dokazalo. Nekdanji evropski poslanec Zoran Thaler je priznal krivdo za kaznivo dejanje jemanja podkupnine. S tožilstvom se je pogodil, da bo plačal denarno kazen, ob koncih tedna pa kazen odslužil tudi v zaporu. Pred 3 leti so namreč novinarji britanskega Sunday Timesa, takratnega poslanca Thalerja, posneli med dogovarjanjem o prejemu plačila v zameno za vložitev amandmajev v Evropskem parlamentu. Vlada je razrešila generalno direktorico Zavoda za zaposlovanje Zlatko Srdoč-Majer. Resorna ministrica Anja Kopač-Mrak meni, da se zavod kot ključna institucija na trgu dela v času visoke brezposelnosti ne smela ukvarjati sam s sabo. Kot je dejala ministrica na novinarski konferenci po seji vlade, je v osebnem razgovoru direktorici povedala, da se razlogi za razrešitev ne nanašajo na odpravljanje nepravilnosti, med drugim glede plačnega sistema na zavodu. Poslanci državnega zbora so o delu ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela včeraj razpravljali skoraj 15 ur. Opozicija ministru očita laži, zavajanje in negospodarno ravnanje tudi v povezavi z Darsom in projektom TEŠ6. Koalicija pa ga podpira in ocenjuje, da gre pri interpelaciji za politični manever. O interpelaciji bodo poslanci odločali danes, sicer pa razpravljajo tudi o noveli zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija ter predlogu zakona o zdravilih. Zdravnik koncesionar Miro Lasbacher, ki že nekaj let opozarja na nevzdržne razmere na področju družinske medicine, je dan po srečanju z direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje sporočil, da se odpoveduje koncesijski pogodbi. Tako se je odločil zaradi vse slabšega položaja zdravnikov koncesionarjev na podeželju in ker mu zavarovalnica v 8 letih ni plačala za več kot 300 tisoč evrov opravljenih storitev. Zavod za zdravstveno zavarovanje ima zdaj 6 mesecev časa za rešitev spora, drugače bi lahko 2000 krajanov Juršinca ostalo brez osebnega zdravnika. Pod takšnimi pogoji je v bistvu nemogoče normalno delati, predvsem če računate na to, da zaradi financ se znajde človek v osebni psihični stiski in je zelo težko pomagati tistim ljudem, ki so pomoči potrebni, če si sam v veliki negotovosti. Za svojo eksistenco se jaz ne bojim. Bolj me skrbijo moji zaposleni, tako kot sem rekel, bolniki. Ameriški spletni velikan Google je danes uradno vključil storitev Ulični pogled tudi za Slovenijo, s katero so v Googlovih spletnih zemljevidih na voljo tudi 360-stopinjske fotografije slovenskih ulic in turističnih znamenitosti. Storitev vključuje fotografije iz več kot 50 držav, med drugim iz sosednje Italije, Hrvaške in Madžarske. Ob tem pa so na voljo tudi tematske vsebine zanimivih krajev. Google je fotografiranje Slovenije začel julija lani v Ljubljani, s kamerami opremljeni avtomobili spletnega velikana pa so nato obiskali še druga slovenska mesta in znamenitosti. Ponoči bo sneg od juga začel prehajati v dež, ponekod bo možna poledica. V petek bo oblačno s padavinami, največ jih bo v zahodni Sloveniji. Na severozahodu države bo snežilo, drugod deževalo. Še se bo lahko pojavljala poledica, ob morju bodo možne tudi nevihte, pihal bo jugo. V soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo deževalo. Ob morju bo še pihal jugo.
Zvečer bo začel pihati severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Hladilo se bo, po nižinah bo dež prešel v sneg. V nedeljo bo oblačno s padavinami, na Primorskem bo deževalo, drugod snežilo. Pihala bo zmerna burja. Danes v dnevniku televizije Maribor. V naslednjih dneh lahko pričakujemo nekaj centimetrov snega, študenti ga tudi letos pomagajo odstranjevati starejšim in invalidom. Družba Elektro Maribor v letošnjem letu načrtuje za skoraj 23 milijonov evrov investicij. Sneženje nagaja organizatorjem Zlate lisice, progo v Kranjski Gori pripravljajo tudi Mariborčani. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.